6 gospodarstvenikov iz 6 dejavnosti in 5 slovenskih regij je 7. marca 2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani prejelo nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gre za najstarejša in najprestižnejša tovrstna priznanja v Sloveniji, podeljujejo pa jih gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Letošnjo nagrado Gospodarske zbornice Slovenije so prejeli Rok Barbič Stilles, magister Tomaž Berkinc, ETI Elektroelement, Rudolf Horvat, Saubermacher Slovenija, Srečko Jesenek, Tiskarna Jesenek, Peter Kosin Inea in Dušan Olaj Duol. En projekt delaš, vmes pa že pridobivaš naslednja dva. Vmes pa je treba še seveda misliti na cilj in ta cilj pa je pri nas dolgoročni razvoj. Moram reči, da smo zelo ponosni vsi, cela ekipa, tako na direktorja kot na vse nas, na celo ekipo in verjamem, da bo jutri, glih tako kot je bilo včeraj, izziv. Pri nas v ETI-ju je inovativnost način življenja. Usmerjamo jo pa v zadnjih časih predvsem v obnovljive vire energije in pa v elektromobilnost. Tomaž je posvetil pravzaprav celo življenje doseganju visokih ciljev in jaz mislim, da prav na področju gospodarstva jih je dosegel največ. Mi doma najbolj vemo, koliko odrekanja je za to potrebno, koliko truda je v to vložil in jaz mislim, da je nagrada šla v prave roke. V našem podjetju veliko pozornost posvečamo viziji in strategiji bodoče, predvsem digitalizaciji. Mi smo že zakorakali zelo globoko v samo digitalizacijo in uvajamo tudi novi menedžment in vodenja podjetja po Scrum metodi. Ja, ich bin innerlich sehr berührt und bewegt für diese Auszeichnung, die Rudi Horvat heute bekommen hat. Wenn das alles am heutigen Abend passiert und wenn ich das spüre, dann bin ich sehr dankbar und sehr zufrieden. Jaz mislim, da z vlaganjem nove tehnologije, avtomatizacijo, robotizacijo proizvodnje lahko zaposlenim omogočimo bolj prijazna delovna mesta, s tem tudi višjo dodano vrednost in vse potem tudi v življenju, da so lahko brez skrbi za službo višji standard in podobne stvari. Občutki so dobri, zelo dobri, posebni, nekaj novega za vse nas. Zelo smo veseli, da je Srečko Jesenek dobil to nagrado, ker vsi njegovi prijatelji, kolegi, ki ga poznamo že zelo dolgo, vemo, da je Srečko v to svoje podjetje vložil praktično vso svojo energijo. Torej, v INEI snujemo in integriramo in uvajamo vrhunske rešitve na področju avtomatizacije in informatizacije ter energetike. To pa delamo z združevanjem vrhunskih tehnologij, naprednih in pa lastnega razvoja. S tem omogočamo našim partnerjem, da imajo učinkovite proizvodne procese in pa da so odzivni in njihovo trajno odličnost v poslovnem svetu. Moram čestitati vedno za izjemen uspeh. Kot je že lepo povedal, smo vsi skupaj zadnji za tem, seveda pa rabo nekoga, da nas veče naprej, da nam kaže pot, da nas usmerja, da nas omogoča. Se pravi, mi smo na nek način predhodnica ali frontmeni novih tehnologij. Po eni strani sem zelo vesel, da je dobil to nagrado, ampak izgleda, da bo on pobral vse nagrade, tako da do takrat, ko bom jaz nekako uspel, si bo treba izmisliti nove. Zelo ponosen, je pa, kot je rekel, mu pa ne smem slediti po njegovih stopinjah, tako da jaz si že črtam nove poti za naprej. Udeležence je uvodoma pozdravil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je v svojem nagovoru poudaril, da je tudi za javno finančno stabilnost
ki spodbuja konkurenčnost gospodarstva in ohranja socialno varnost družbe, bistven socialni dogovor. Velik, robusten socialni dogovor, ki bi bil sklenjen v okoliščinah tega relativnega političnega in socialnega miru, brez Damoklejevega meča, recesije in pospremljenim z dobrodošlimi izkušnjami vseh partnerjev, države, delodajalcev in sindikatov iz težkega obdobja med zadnjo krizo in podjetjem. Ob zaključku slavnostne podelitve slovenskih gospodarskih oskarjev je letošnjim nagrajencem čestital tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup, ki je to prestižno priznanje prejel leta 2012. Tukaj se je danes zbralo 600 najpomembnejših menedžerjev, lastnikov slovenskih podjetij in proslavili smo obeležitev nagrajencev gospodarskih oskarjev 6 izvrstnih podjetij in vzdušje je enkratno in jaz mislim, da bomo s poletom nadaljevali proti cilju, ki smo si ga zastavili do leta 2025.